Torej, lep večer vsem skupaj, dobrodošli nazaj na Parabellum, nocoj je z mano Ivan Barbato in seveda se bomo ukvarjali z prihodnostjo OSINT-a, z uporabo umetne inteligence, ne samo na vojaškem področju, ampak tudi na civilnem. In seveda vse, kar zadeva raziskave. OSINT, ki ni nastal šele zdaj. Pravzaprav je bil OSINT vedno prisoten, vojska ga je vedno uporabljala. Morda pa je OSINT najbolj izpostavil primer Teshire. Ko je prišel na dan tisti ameriški vojak, pravzaprav letalec, ki je razkril dokumente na Discordu, ki je bil pravzaprav poročilo namenjeno ameriškim generalom s 3 ali 4 zvezdicami. In izkazalo se je, da so bili skoraj vsi podatki tam noter, bolj ali manj vzeti ali od Oryxa ali iz drugih virov OSINT, ki so se ukvarjali s klasifikacijo materialnih izgub v vojni v Ukrajini. Torej, ko vidim ljudi, ki zaničljivo gledajo na OSINT, vedite, da so ameriški generali s 4 zvezdicami kot podatke prejemali vire OSINT, Oryx. Zakaj? Ker ko je metoda jasna, pregledna in je bila vsaka posamezna izguba dokumentirana za sliko, ki je bila že locirana in tako dalje, saj te ne zanima. Ni pomembno, kdo jo je oblikoval, pomembna je metoda. Če je metoda preverljiva, je informacija dobra. Torej so celo Američani uporabili vire OSINT za preverjanje in ocenjevanje konflikta v Ukrajini. Danes bomo predstavili nekaj stvari, zato preden dam besedo Ivanu, vam bomo med tem prenosom povedali nekaj novic o naši aplikaciji, ker se dogajajo določeni razvojni premiki. Poteka tudi razvoj na porazdeljenem odjemalcu, kot je SETI, s katerim nam boste lahko pomagali. In seveda so tudi novice glede tega, kaj želimo početi v prihodnosti, tudi glede OSINT-a, verjetno bomo poskušali organizirati tečaje ali kaj podobnega, česar trenutno še ni. Pogosto sem opazil, v teh letih sem prejel na stotine e-pošt ljudi, ki pravijo, kako se lahko lotim OSINT-a, kam se lahko obrnem. Iskreno, je malo tečajev, običajno so bili za forenziko in podobne stvari, zato trenutno delamo na različnih stvareh, tako da bo to še posebej zanimivo leto. Torej, prosim Ivan, hvala, ker si tukaj, kar začni. Mirko, hvala, najlepša hvala. Bil sem že, kot se reče, tukaj na Portugalskem, saudade vossa, torej z veliko nostalgijo po tvoji skupnosti. Nocoj mora delati, ne more ostati samo poslušalec, saj mu bomo zastavili tudi veliko vprašanj. Ta predstavitev, ta niz predstavitev, ki smo jih pripravili, ima cilj biti tudi zelo interaktiven. Najprej razložimo, kaj želimo narediti. To se je rodilo. To je niz pogovorov, ki sem jih imel z Mirkom, ki se skupaj s svojo skupino in moderatorji ukvarja z OSINT-om. Torej z obveščevalnimi podatki, z informacijami, pridobljenimi iz odprtih virov, ki ni edina na tem področju, se s tem področjem ukvarja že dolgo in prišlo nam je na misel, da bi to bolj podrobno raziskali, torej podali vrsto informacij. Najprej razumeti vpliv umetne inteligence na to disciplino. In nazadnje, kaj se v vojaškem svetu, v svetu obrambe uporablja iz odprtih virov. Najprej ne povemo opozorilo, Palantir deluje tako, potem pa bomo morda še malo bolje razložili, kako zbirajo te informacije. Zdaj je Mirko omenil temo Ukrajine, ravno kar se mi je nekaj utrnilo, ne spomnim se, če sem to delil s tabo, Mirko, pred nekaj tedni. Ugotovili so položaj letalonosilke Gerald Ford zaradi uhajanja informacij iz odprtega vira, ki je prišla od francoskega vojaka, ki je zjutraj tekel po krovu letalonosilke in imel prižgano svojo pametno uro, tisto, ki beleži, ko tečeš. In so se OSINT operaterji začeli spraševati. Teče sredi morja. Tako je, en tip, ki teče sredi morja, naredi bolj ali manj ovalno pot, v bistvu je bil transponder letalonosilke seveda izklopljen, ampak vseeno so ugotovili, kje je bila njena lokacija. Torej OSINT, raziskovanje obveščevalnih podatkov iz odprtih virov, ki zagotovo vpliva tudi na odločitve sprejete na vojaškem področju. In potem bomo videli tudi na civilnem področju.
ker je vedno bolj razširjena potreba po obveščevalni dejavnosti, ki pa ni zbiranje dosjejev, kot se je žal pogosto govorilo v Italiji, še posebej v zadnjem času. OSINT je del družine OSINT, torej gre za raziskovanje iz odprtih virov. Potem je tu še FININT, ki temelji na finančnih podatkih, torej gre vedno za obveščevalno dejavnost, ki se nanaša na številke. Nato pa je še SIGINT, ki se ukvarja s signali. In potem nazadnje tista klasična, ki jo vsi poznamo iz filmov o Cepelinu, to je HUMINT, tista, ki jo izvajajo ljudje. Palantir to počne, zbiral se, združil vse te informacije v en sam lonec, ki predstavlja živčni sistem njihovih raziskav, nato pa ima še možgane, ki vse to organizirajo. Torej so informacije, ki jih Palantir zagotavlja vojaškim sistemom, dopolnilo in analiza tudi informacij iz odprtih virov. E-Link daje elektronske signale, s katerimi so na primer Kitajci pred kratkim uspeli rekonstruirati pot B2. Prav s tem, Kitajci so uspeli rekonstruirati pot. Tako je. Priznavamo, da so bile discipline, ki so bile v preteklosti na določen način ločene, čeprav so delovale na istem področju, zdaj, zahvaljujoč umetni inteligenci, jih lahko poenotimo. Tako lahko izvajamo navzkrižno iskanje, raziskujemo vse hkrati, da zagotovimo informacije obveščevalnim sistemom, ki jih lahko uporabijo za ciljanje, preverjanje ali identifikacijo osebe. Novica o avtonomiji. Včeraj smo imeli iz Albin al-Adada, tako so ga ujeli v Gazi, raketa mu je priletela v hišo in to je bilo zbiranje informacij iz HUMINT-a, torej od ljudi, ki so bili na kraju in so posredovali informacije, ampak tudi iz poglobljenih raziskav, iz preverjanja osebe, o kateri govorimo. Kako se je rodila naša ideja? Rodila se je na vrhu, ki sta ga pred nekaj dnevi imela Trump in Xi Jinping. Zakaj? Ker bomo vrh videli v zadnji fazi, zato nas ne zapustite, ostanite z nami do zadnje sekunde, saj vam bomo pokazali serijo poročil, ki smo jih pripravili. Vrh ZDA Kitajska je še enkrat poudaril razliko, razdeljenost med dvema svetovama, edinama dvema silama na svetovni in globalni ravni. Kitajska in Združene države Amerike. Združene države so pohitele, kot ponavadi so delali svoje anagrame, svoje epske definicije, da bi poskušali narediti povzetek, ki pa ga potem ni bilo. Poimenovali so ga vrh 4T, trgovina, torej trade, tehnologija, Teheran in Tajvan. Medtem pa so Kitajci, ki kot vedno malo govorijo v simbolih, gosti najpomembnejše srečanje v templju neba. Torej, zelo verjetno nam SIGINT nakazuje, da so Kitajcem trenutno bolj pri srcu dogajanja v vesolju, kot pa dogajanja na Zemlji, zemeljske zadeve. In to bomo vedno bolj opažali. Ta vrh bo ostal v zgodovini v končni fazi, ko bomo videli poročilo o vrhu. Ker novice niso pricurljale, veliko propagande, vendar v bistvu ni jasno, kaj so ti dejansko zaključili. Vrh, ki pa bo ostal v zgodovini, ker so bili do pred kratkim vrhovi na človeški in vojaški osnovi. Sestajali so se voditelji in v trenutku, ko je bila vojaška osnova močna, kot takrat, ko so se sestajale Združene države Amerike in Rusija, uspelo jim je postaviti na isto raven dve sili, ki v resnici nista bili enakovredni z vidika gospodarstva ali vpliva na preostale države. Torej, ta vrh bo zdaj ostal v zgodovini, ker sta tu še dve spremenljivki, ki ju nihče ni opazil. Prva spremenljivka je množična prisotnost nedržavnih akterjev. Neizvoljeni, v bistvu podjetja, ki so postala velikani in imajo vpliv na svetovni ravni. Elon Musk s svojim Starlinkom odloča, kdaj ga vklopi in kdaj izklopi. Vse informacije, ki jih Ukrajinci prejmejo na fronti, so pogosto posledica Starlinka. In torej obstaja oseba, ki ni izvoljena in ne predstavlja države, ki odloča o usodi mnogih ljudi. Ali pač. Primer Jensena Wanga, ki je z svojimi grafičnimi procesnimi enotami GPU osvojil svet in odloča o geopolitiki s tajvanskim vprašanjem in številnimi drugimi vprašanji.
Zdaj, preden začnemo z predstavitvijo, Mirko, sem želel pojasniti dve stvari, ki ju pogosto ne upoštevamo. Vprašanje Tajvana, to nam bo pomagalo razumeti tudi, ko bomo razvijali Puyo Sint, kar nas bo pripeljalo do tega, da bomo razumeli, ali bodo Kitajci prej ali slej napadli, ali pa jo bodo do leta 2040 prevzeli s pomočjo mehke moči in podobno. Zakaj je Tajvan tako ključen v svetu? To je ena od drugih spremenljivk tega vrha. Zaradi TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Oni so tisti, ki proizvajajo čipe na svetu, vendar vsi pravijo, zakaj jih ne bi mogli proizvajati tudi drugje. Torej, TSMC ima več kot 90% svetovnega trga čipov, druga dva pomembna sta Samsung, ki mimogrede izdeluje tudi pomnilnike, in Intel, vendar pa niti približno ne moreta konkurirati TSMC-ju. Zakaj je temu tako? Ker smo to razumeli že v eni izmed prvih prenosov v živo, ki smo jih naredili, vse se namreč zmanjša na računsko zmogljivost, torej na procesorsko moč. Procesiranje je hitrejše in močnejše, čim manjši je čip. Samo da navedem dve številki, ki bosta vse razjasnili. Evo, Kitajci so trenutno zelo dobri na področju umetne inteligence, vendar razvijajo čipe za najmanjšo velikostjo, 12 mikronov, torej je 1 mikron tisočinka milimetra. Oni jih izdelujejo z 12, medtem ko jih TSMC zna narediti z 1,2. Kaj to pomeni? Nekdo bi rekel, da lahko dam več velikih čipov in naredim isto kot mali. Ne. Če popolnoma zanemarimo vprašanje temperature in energije, gre pravzaprav za vprašanje računske zmogljivosti. Dejansko so kitajski modeli precej zaostali za ameriškimi modeli, za prvaki, o katerih vsi slišimo vsak dan. OpenAI, Anthropic, Gemini in ostali. Zadnje vprašanje, povezano z vrhom, ki ga je pomembno razumeti, se nam pomaga razumeti preostanek današnjega pogovora. Se nanaša na pravi geopolitični ozko grlo. Ker je mogoče čipe proizvajati izključno in samo zahvaljujoč strojem nizozemskega podjetja, ki se imenuje ASML. Podjetje, ustanovljeno leta 1984 na podlagi izuma genija, ki uporablja ekstremne ultraviolične žarke in uporablja litografijo, tisto, ki jo vsi poznamo, ko naredimo kopijo slike. Torej, on uspe narediti kopije z uporabo laserjev v neskončno majhnih prostorih, torej v mikroskopskih prostorih. Stroji tega podjetja so edini na svetu, ki so sposobni proizvajati takšne čipe. Zato se trenutno ozko grlo pojavlja zaradi dveh razlogov. Tajvan, torej ogromno geopolitično vprašanje. Združene države so prisilile TSMC, da odpre gigatovarne v Združenih državah, vendar so to naredile pretkano. TSMC ve, da bo, če vso tehnologijo prenesejo v Združene države, že naslednji dan postala tarča napada. Zato poskuša voditi prožno strategijo, prenesti nekoliko zastarelo tehnologijo v Združene države in vse ostalo obdržati na Tajvanu. Ampak spet, ko pravijo, da Evropejci na primer ne štejejo nič, to velja le do določene mere. To nizozemsko podjetje omogoča najnaprednejšim podjetjem izdelavo čipov in omogoča istim obveščevalnim agencijam izvajanje vohunjenja. Ker lahko tudi stroji druge, tretje generacije, ki so šli na Kitajsko, delujejo samo in izključno zaradi tehnikov iz ASML. Tako prek tega podjetja spremljajo vse, kar se dogaja v preostalem delu sveta. Tako so vse industrije za proizvodnjo čipov, pa naj bodo v Koreji, na Japonskem, poskušali so jih narediti tudi v Saudski Arabiji. Brat princa Bin Salmana je vložil veliko denarja za izgradnjo podatkovnih centrov, Iranci so jih napol uničili. Torej, če ostanemo pri osrednjem vprašanju, ga bomo ponovno obravnavali proti koncu, ker bomo videli, kako lahko uporabimo umetno inteligenco in OSINT, da razumemo, kaj se dogaja. Torej, danes bomo pogledali, kakšen je vpliv umetne inteligence na vprašanja OSINT, kaj je prevara, kaj je resnica. Poskušajmo razumeti nekaj stvari. Mirko, nadaljeval boš za naslednjo prosojnico? Kaj bomo danes počeli? Ja, pojdimo na to. Stanimo pri kazalu. OSINT se je vedno izvajal, Mirko ga uporablja že od začetka vojne, morda celo prej, vojne v Ukrajini, pri čemer poskuša razumeti, ugotoviti resnico in se oddaljiti od propagande.
To se je vedno počelo, vendar na klasičen način, ki vzame veliko časa, zato je za to potrebno veliko časa. In treba je preverjati verodostojne vire. Danes je verodostojnih virov ogromno, postajajo jih toliko, da je klasično izvajanje OSINT-a zelo težko. Naprimer, vidim prvo točko, prvi poudarek, ki smo ga izpostavili, je transponderji. Torej, še ena opomba, vse, kar boste danes videli, akronimi, stvari, ki morda niso tako znane in podobno, je vse na voljo v referencah. In potem, ko bo Mirko dodal predstavitev v posnetek prenosa v živo, v spodnjih levih delih boste našli vse tiste napise v modri, svetlo-modri barvi, ki so povezave do uporabenih dokumentov. Torej, če želite razumeti, kaj je transponder, boste to našli tam. Zdaj, kaj se zgodi? Tisto, kar je prej predstavljalo omejitev, ozko grlo, pomanjkanje informacij je zdaj ravno nasprotno, zdaj jih imamo preveč. Na začetku vojne sem stvari delal ročno. Ker ni bilo veliko ljudi, ki bi se ukvarjali s konfliktom, so bili to običajni think tanki, bilo jih je kakšnih 20 in res 20 ali 30 ljudi, ki so se ukvarjali z vojno. Že prej na X in drugih platformah. Potem so se stvari postopoma razširile, danes imaš na tisoče OSINT profilov, veliko jih je zelo improviziranih, kolikor sem videl, ja. Zdaj, skoraj 80% preusmerja na stvari drugih, preprosto samo ponovno objavljajo stvari drugih, ker skušajo pritegniti občinstvo. Zato vidim veliko OSINT profilov. En viralen vidik. Ja, v bistvu vzamejo tisto, kar je objavil nekdo drug in to ponovno objavijo, ne da bi sploh navedli izvorno vsebino, ker je njihov cilj pridobiti čim več sledilcev. Vem, ker jih spremljam, vidim isto novico, ki jo objavi nekdo, ki ga spremljam, potem pa vidim še vse ostale, ki ga posnemajo. Tako je nastalo ogromno posnemovalcev, pri katerih je koristno, da kot Janko in Metka sledimo sledi nazaj in ugotovimo, kdo je bil prvi, ki je nekaj objavil. Točno tako, ko jih je bilo 20, 40, 100, si to lahko naredil ročno, danes, ko jih je na tisoče, pa je to vedno težje, ni nekaj, kar lahko narediš samo ročno. Imel sem srečo, da sem to počel postopoma, skozi leta. Zato sem imel čas, da sem se prilagodil najprej na 20, 40, 60, 80, 100 in potem na neki točki, celo že pred 4 leti, smo začeli razmišljati o tem, kako avtomatizirati to stvar. Seveda, pravzaprav bomo to videli kasneje, tudi z aplikacijo Parabellum. Sam sem moral razviti orodje, ki je podobno Palantirju, kot bi rekli Američani, torej v bistvu eno od Palantirja in ga spremeniti v žepno različico, ker sem moral uporabljati preveč orodij in je vzelo preveč časa. Mimogrede, Mirko, ti si vedno odlično naredil eno stvar, vedno si dodal reference, povezave, vire vseh informacij, ki si jih podajal. Zato se pogosto znajdeš pred dokumentom s stotinami strani, ne moreš ga predstaviti točko po točko. Vendar tisti, ki ga želi pogledati, ki ga želi preveriti, ko najde referenco, seveda pripiše večjo verodostojnost opravljenemu delu. Poleg tega tudi tvoji skupnosti. Sporočite nam vedno več, kakšne informacije vas zanimajo, ker mi kot analitiki uspemo narediti povzetek, vendar to ni nujno tisto, kar je skupnost iskala. Zato vedno bolj ustvarili bomo orodja, jih dali na voljo, ta orodja na tak način, da bo vsak lahko raziskoval, kar ga najbolj zanima in postal lastni analitik. Ne pričakujte klasičnega pregleda tiska, kjer nam pokažejo članke, ki jih je urednik izbral, ampak si vsak naredi svoj pregled tiska. Gremo naprej, to, kar je Mirko izpostavil, je točno tisto, o čemer sem govoril. Kot sem vam povedal, sem si moral zgraditi svoj lasten arzenal. Kako sem dosegel ta rezultat? Na podlagi doktrin, tudi sam občasno pišem o doktrinah, tudi v sodelovanjih. Zakaj? Ker doktrina določa merilo za pripisovanje oziroma odrekanje verodostojnosti določenemu delu. Ena glavnih doktrin, na kateri delam za skupino ljudi tam v Izraelu,
je v bistvu ta: nehaj poskušati razlagati, kaj nasprotnik, sovražnik misli in glej samo, kaj počne. Torej, v začetni fazi, ko je informacij malo, je bolj smiselno oziroma koristno gledati, kaj govori, ker informacij ni. Takoj, ko to začetno obdobje pomanjkanja informacij mine, postane popolnoma zavajajoče gledati samo to, kar govori. To smo videli prav prej, takoj, ko se je začel prenos v živo, so Američani rekli eno, Kitajci pa so naredili nekaj drugega. Torej, Kitajci mislijo na nekaj drugega, uporabljeni dokumenti predstavljajo pravzaprav doktrino. Uporabljajo se katere doktrine? Tiste NATO, seveda zaradi vprašanja verodostojnosti, tiste agencij od CIA do ameriške NC, FBI, tudi Europol, Interpol, ker seveda, ko se predstavi poročilo, ga je treba predstaviti na tak način, da je verodostojno. In predvsem, ko bomo videli v zaključni fazi, mora imeti forenzični vidik razlike, mora imeti verigo skrbništva, verjetno. Torej, informacija, ki gre od A do Ž, mora iti skozi pot, ki je lahko linearna ali burna, vendar mora biti pot mogoče ponovno prehoditi. Torej, verjetno ta tema. Če ste gledali CSI, je to malo tako kot takrat, ko dokumentirajo dokaze, dokazi gredo v vrečke, se klasificirajo in tako naprej. Torej, celoten postopek zbiranja, shranjevanja, analize in tako naprej mora biti vse dokumentirano. Tako je, Mirko je dober. Pri verigi blokov in kriptovalutah veriga blokov temelji na zelo zapletenem konceptu, ki pa ga je enostavno razložiti. To so haši, torej ena javna in ena zasebna koda. Če se ne ujemata, je nekdo posegel vmes in ta pot več ni verodostojna. Zato se veriga verodostojnosti prekine, skupnost te več ne sprejme. Enako se mora zgoditi z informacijami. Torej, vse, kar je spodaj, boste našli, na primer vidim ta priročnik ameriških služb, tistih iz NATO in tako naprej. Tukaj nekaj, to je zanimivo in pomembno, kaj se je spremenilo zaradi umetne inteligence. Prej so zbirali in normalizirali podatke, jih povezovali tako, da so bili ljudje, kot je polkovnik Stirb, ki so se poklicno ukvarjali z izbiro ciljev. Zbirali podatke, jih normalizirali, morali so biti poenoteni, ne primerjamo hrušk z jabolki, primerjati moramo stvari, ki so primerljive in vzpostaviti povezave. Torej, uteži, ki jih imata dve informaciji, vzpostaviti povezavo med njima in na koncu določiti, kateri informaciji pripisati večjo težo. Hvala. Kje umetna inteligenca zdaj pomaga? Pri overjanju pristnosti. Pomaga, ker jo je treba potrditi in to je treba narediti hitro. Videli smo to med napadom v prvih tednih v Iranu, kaj je uspelo narediti Palantirju. Palantir je vzel informacije, ki so prihajale z vseh področji, jih združil in jih zmešal s satelitskimi informacijami. Informacije, ki so prihajale od ljudi na terenu, iz preteklih podatkov in celo iz publikacij. Umetna inteligenca zelo pomaga, ne pri prevajanju, ampak zato, ker umetna inteligenca za razliko od ljudi govori 150 jezikov hkrati. In jih govori kot domačin, kot nekdo, ki prihaja od tam. Torej, če preučujem informacije, če na turških ali iranskih časopisih mora orodje govoriti farsi. Ne more narediti zgolj prevoda. Enako se zgodi velikokrat. Publikacije so objavljene v lokalnih časopisih. V Libanonu je veliko informacij v časopisih Hezbolaha. Zakaj? Ker je bilo sredstvo za širjenje, Picini v bistvu, v Italiji poznano prek drugih kanalov. Picini, nekaj, kar nekdo objavi na TikToku. Ja. Videli smo tudi zadnjič, ko smo govorili o emoji, o uporabljenih simbolih in zato jih je treba upoštevati. Pravo ozko grlo je to, torej treba je razumeti, kako preveriti verodostojnost informacij, kako jih narediti uporabne in kako jih narediti uporabne v realnem času.
naprimer v primeru Palantirja. Ampak OSINT, raziskovanje iz odprtih virov, je nekaj, kar se lahko uporablja tudi v obveščevalnih dejavnostih med podjetji. Da bi razumeli, ali obstaja javna ponudba za prevzem združitev. Želimo izvedeti informacije iz odprtih virov o podjetju, o direktorjih podjetja, kaj so počeli, kaj so objavili. Ista podjetja za zaposlovanje ljudi. Morajo zaposliti novega glavnega izvršnega direktorja, želijo razumeti, kako se je ta gospod ali gospa obnašala skozi leta. Na srečo ali nesrečo, verjetno veliko bolj nesrečo, tisto, kar pustimo na internetu, ostane zavedno. Tako da ja. Pogosto zaznajo enote ali pridobijo specifične informacije, ker se dva častnika pogovarjata med seboj na Telegramu ali Facebooku ali pa pokličeta ženo. V tistem, za kar mislijo recimo, da je varno okolje, ki ni povezano s tem, kar počnejo, pa v resnici je. Da, točno tako, absolutno ja, Mirko. Če grem naprej, če pridejo kakšno vprašanje, če grem prepočasi ali prehitro, mi povej, ker je nekaj pojmov, ki jih je treba poudariti. Pozor na eno stvar, zdaj je veliko večja hitrost, kar pa ne pomeni veliko večje pristnosti. Mi imamo veliko težav, Mirko. Glede lažnih novic, predvsem pa deepfakeov, ne zato, ker niso razumljivi, ampak zato, ker v trenutku, ko uspejo postati viralni. Ljudje zdaj temu verjamejo, demanti jih sploh ne zanima več. To smo videli na primer na Bližnjem vzhodu, so postali zelo spretni tako Hamas kot Iranci, ki pogosto izdelujejo videoposnetke. In kakšna je njihova skrivnost? Da to počnejo na hibriden način. Torej, najtežje je ustaviti lažno novico, ki vsebuje določen odstotek resnice. Torej, manjša manipulacija, kasneje bomo dali primer, postavili bomo vprašanje in videli, koliko vas je raziskovalo in koliko vas pozna resnico glede vrste praktičnih primerov, ki jih bomo predstavili. Gremo naprej, Mirko? Ja. Torej, kot sem rekel, zdaj neka vsebina postane verjetna, tudi če ni preverjena. In resnica je vprašanje, če nam odgovorite v živo, koliko časa ta stvar traja. Postavili vam bomo vprašanje, na katerega ne bom odgovoril. Na primer, pri ameriškem napadu na Iran, vprašanje, minaba vprašanje osnovne šole, kjer so umrla vsa tista dekleta. Kakšna je resnica? Kdo je napaden? Kaj vi veste o tej zadevi? Sporočite nam. Potem bomo proti koncu o tem razpravljali in videli. Koliko jih je imelo možnost poglobiti se in priti do ene resnice namesto do druge? Mirko, gremo naprej. Ja. Hvala. Zdaj pa vprašanje, kot smo prej rekli, programi za UI, za ustvarjanje motilnega šuma. Ja. Problem. Ja, težko je, ko je v zgodbi vir, košček resnice. Na primer, dam ti uporabniku, ki je pravkar pisal, dam ti primer. Jaz številk ne poznam, ampak mislim, da 90% Italijanov zdaj več ne postavlja vprašanja, ali so številke, ki prihajajo iz Hamasa, resnične ali lažne. Na začetku je Izrael, na primer, padel v past, poskušal je točko za točko ovreči, potem pride trenutek, ko ljudem ni več mar, kaj je resnica, se pravi, že so si jo določili. In v takih primerih umetna inteligenca zelo pomaga pri ustvarjanju motenj. Več informacij, kot uspemo vbrizgati v omrežje, manj časa imajo tisti, ki morajo ugotoviti resnico, da jo ugotovijo. Tako, ne morejo slediti. In tudi, ko jim uspe, je občinstvo, ki to vidi, le 100 tistih, ki so že sprejeli odločitev. Odločitev je že sprejeta, zdaj to izkoriščajo. To pomeni delno resnico. In potem pogosto, naprimer, zato morajo kanali Mirka vedno uspevati na spletu. Ker, naprimer, pogosto televizijski kanali nimajo niti časa, da bi lahko ugotovili, kaj je resnica. Zaženejo polemiko in potem ni več načina, da bi jo vrgli.
zato to ostane resnica za občinstvo. In zagotovo babica, gospodinja ali oseba, ki je bila doma, nima niti interesa razumeti, kje je resnica. Vendar ji to ostane dobro vtisano v možgane. Torej, odločitev je že sprejeta. Ista podjetja kot je Microsoft. Zdaj bom postavil še eno vprašanje. Verjetno ste nedavno slišali za nov model, ki ga Anthropic ni želel lansirati. Ime mu je Mitos. Še enkrat, epsko, miti iz antike. Rekli so, da je preveč nevaren. Veliko ljudi, med njimi tudi jaz sam, je sprva to povezovalo z marketinško potezo. Saj so pri Anthropic to naredili že večkrat. Koliko od vas je v zadnjih 2 ali 3 tednih prejelo posodobitve za Windows na svojih računalnikih? Povprečno jih pride 34 na dan. Kaj to pomeni? Da je bilo res? Mitos je odkril ogromno napak v operacijskem sistemu, ki je obstajal že 30-40 let. Tudi sam sem jih v zadnjih 2 ali 3 tednih prejel na desetine. Opazi se še nekaj drugega. Hitrost, s katero Windows izdaja te popravke, te obliže za zdravljenje ran, pogosto povzroča druge vzporedne težave, ki jih prej ni bilo. To pomeni, da so v popolnem kaosu. Torej se na tem veliko dela. Hitro umetna inteligenca povzroča motnje in to precejšnje. Zelo verjetno pričakujem velike motnje. V bančnem sektorju, ki je sicer zelo razvit, imajo pogosto programsko opremo narejeno po meri. Od podjetij, ki v preteklosti niso imela te potrebe, da bi bila tako pozorna. Mirko, pojdimo naprej. Da, to je ena izmed kratic, o katerih sem vam govoril, najdete jo pri Europolu. Priročniki, ki dajo tudi veliko navodil o tem, kaj je treba storiti, kako je treba obravnavati informacije, dostop do strani in še marsikaj drugega. Vendar vedno bolj opažamo željo vseh teh organov, tudi s pomočjo nas analitikov, da vzpostavijo sistem upravljanja. Torej vzpostaviti doktrino, da bi razumeli, kdaj je informacija resnična ali lažna, kadar je to mogoče, zakaj pa druga. Ena od drugih težav umetne inteligence je, da podeljuje nagrade. Vendar lahko nagrade podeli tudi lažno pozitivnim rezultatom. Zato je treba razumeti, kdaj nagraditi informacije, ki so najbližje resnici. Absolutna resnica ne obstaja. Gremo naprej. Ja, to je na primer tudi ena izmed novic teh tednov. Združene države so podjetjem, ki tržijo satelitske slike, naročile, naj tega ne počnejo, ali pa naj vsaj zamaknejo objavo ali prodajo slike v precej slabši ločljivosti. Še eno vprašanje za skupnost. Zakaj? Da bi prikrili škodo, ki so jo utrpeli. Tako je. Danes, na primer, ena od novic teh tednov je bila, da je OSINT odkril 2 skrivni izraelski bazi v Iraku. Tega ni vedel nihče, niti Američani. Kaj počne umetna inteligenca? Vprašanje prejšnjega uporabnika je bilo odlično, vidiš, usklajeni računi. To počnejo veliko na Twitterju, na X. Torej so to usklajeni računi. Pogosto je to hibrid, spet, ker je bote zdaj lahko odkriti. Ko pa bota usklajuje človek, je veliko težje. Kaj zelo izkoriščajo, Mirko, prej si postavi vprašanje, YouTube vplivneži, mikrovplivneži. Ker so odstotki konverzije pri mikrovplivnežih višji. Tisti, ki ima občinstvo z mikromilijoni sledilcev, nižji. Naredi video, ne doseže 1 milijona, 2 ali 3 milijonov ogledov, ker obstaja faktor konverzije. Mikroinfluencerji ga imajo višjega. Tako iščejo ljudi, ki imajo 10.000, 15.000, 20.000 sledilcev, ker v trenutku, ko imajo 10%, 20%, 30%, to je številka teh oseb, konverzije lahko dosežejo več ljudi in so pod radarjem. Recimo, če želiš razumeti ljudje iz gibanja Maga, pogledajo 34 glavnih vplivnežev, vendar niso oni tisti, ki širijo informacije. To so mikroinfluencerji, veliko tega počnejo tudi prek kanalov na platformi Telegram.
Cross-posting, to je še ena uporabljena tehnika, to je prej omenil Mirko. Torej, vzamejo informacije, jih dajo na en kanal, rečejo, da so jih vzeli od tam. In tam je zelo težko slediti verigi skrbništva. Ker ko ti nekdo reče, da je nekaj vzel, recimo iz Diary of CEO podcasta z milijoni ogledov, kdo si potem vzame čas, da preveri, ali je bilo res ali ne. Dobro usklajena laž lahko zagotovo zavede tudi najboljše. Deepfake, naj vam dam še eno informacijo, najbolj učinkovit deepfake je tisti, ki je narejen na pol slabo. Zakaj? Ker to vzbudi manj radovednosti in več smeha pri tistih, ki to gledajo. Pri tistih, ki brskajo po telefonu, ko je nekaj narejeno preveč dobro, potem to vzbudi radovednost. Ko analitik ali pozorna oseba ugotovi, da je bilo to na primer lažno, se razjezi. Razjezi se in ni več oseba, ki podpira, ampak postane nasprotnik. Nekaj časa nazaj so ustvarili umetno vplivnico z imenom Alana, ki je imela 2 milijona sledilcev. Ko je večina inteligentnih ljudi ugotovila, da je bila produkt umetne inteligence, so jo popolnoma zapustili in kanal je propadel. Veliko bolj verodostojno pa je tisto, kar prikazuje na pol ročno izdelane stvari, ker temu ljudje bolj verjamejo. Tako bomo v bližnji prihodnosti videli veliko več orodij za preverjanje izvora. Kaj pomeni izvor? Prav to vprašanje, ki ga je postavil uporabnik, preplaviti splet in različna družbena omrežja z informacijami pomeni, da postajajo orodja, ki naj bi jih nadzorovala, lažje zaobidljiva. Gremo naprej. Torej, preden gremo naprej, naj razložim in predstavim tudi osebo z vprašajem, ki je bila na naslovnici. Ker sem vam seveda prej razložil, kako težko je te podatke ohranjati, jih upravljati in tako naprej. No, predstavljam si, da imate tudi vi, tako kot jaz, svoje življenje in zato nimate časa. Vi pač nimate časa za takšno delo, da bi šli preverjali in tako naprej. Zdaj, to, o čemer sva govorila z Ivanom, je stvar za profesionalce, za tiste, ki resnično želijo delati OSINT in zato morajo vedeti. To stvar, o kateri smo že govorili mimogrede tudi z generalom Kapitinjem. Z vojaško-znanstvenega vidika, kakšen je bil postopek, s katerim se oblikujejo scenariji. To smo že obravnavali v knjigi Besede vojne. Tukaj pa poskušamo narediti nekaj za vsak dan, torej za tiste, ki nimajo časa in potrebujejo nekaj. Kako naj ugotovim, ali je ta novica resnična? Nimam časa, da bi šel raziskovati, mogoče sploh ne vem, kako se to dela, ampak rad bi imel nekaj, kar mi pomaga razumeti, ali je ta novica resnična in zakaj je resnična. Torej, kateri kriteriji so v ozadju, ko mi ti rečeš, da je resnična. In zato vam predstavljam Antonija Kostja, s katerim sodelujem že 4 leta. Spoznala sva se na začetku, ker je spremljal kanal, potem pa sva se srečala na konferenci, na eni od številnih konferenc, ki sem jih imel v Modeni. In od takrat je on oseba, ki stoji za tehničnim delom, recimo zemljevida, strežniki, ki upravljajo zemljevid, strežniki za varnostne kopije in te stvari. In od takrat sva začela vedno bolj sodelovati z vedno več idejami in počasi prišla ven ta stvar. Torej, Antonijo se je lotil razvoja aplikacije, ki bo seveda potrebovala fazo testiranja, z vami tudi povratne informacije in podobne stvari in potem v prihodnosti še druge stvari, na katerih delamo. Ker je prvič na kanalu in je on IT strokovnjak, predstavi se, povej malo o sebi, kar želiš, tudi o tem, kako so se spoznala in kaj počneva s to aplikacijo, ker je zapletena, saj je veliko znak, metod in podobno. Morda bova napisala tudi kakšen znanstveni članek, ker je zanimivo razložiti, saj na koncu transparentnost metode je najpomembnejša stvar. Povem ti, kako deluje in tako deluje za vse. Ne deluje drugače glede na vir. Hvala. Seveda, hvala Mirko. Dobro večer vsem, ime mi je Antonijo Kosti. Kot je rekel Mirko, se že vrsto let ukvarjam z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo in v bistvu sem podjetnik na področju IT. Sem direktor podjetja, ki, kot je pravkar omenil Mirko, že več let zagotavlja GIS infrastrukturo
ki jo think tank Parabellum uporablja za zemljevide rusko-ukrajinskega konflikta. In z Mirkom sodelujem že 4 leta, od praktično začetka vojne v Ukrajini. Nocoj pa sem tukaj predvsem zato, da vam začnem govoriti o OSINT Intelligence, ki je pobuda, katere idejni vodja in ustanovitelj sem skupaj z Mirkom. In posebej o naši aplikaciji, ki je prvi izdelek, ki ga nameravamo dati na trg. To je nekakšen instantni Parabellum, recimo. Namesto, da bi jaz vam govoril, to je res, to je laž, recimo, da za vsakodnevne novice to deluje samodejno, v bistvu. Točno tako, aplikacija OSINT Intelligence, upoštevajte, da izhaja iz potrebe, ki je v resnici zelo preprosta. Danes živimo v informacijskem kaosu, kot je prej rekel inženir, imamo poplavo informacij, torej je preveč informacij, ki jih moramo obvladovati. Torej, prebrati eno novico samo po sebi ni več dovolj. Skoraj da ostane neopažena. Potrebujemo kontekst, ki nam pomaga razumeti na primer vir, zanesljivost vira, operativno pomembnost in celo vrsto drugih informacij, za katere menimo, da so lahko koristne, da nam na prvi pogled pomagajo umestiti informacije. Idealno bi bilo, da preberemo novico in v eni sekundi dobimo celotno sliko, ki nam pomaga razumeti kontekst, v katerem se ta novica nahaja. Postavi jih tako, da jih začnemo prikazovati, ker je nekaj precej zanimivih stvari. Seveda so kriteriji, način, kako hitro razumeti novico. Razdeljeni so tudi po tehničnih oznakah, v smislu, ali gre za novico o letalskih zadevah, raketnih vprašanjih, vprašanjih dronov, ali je politična novica, na nek način vam pokaže pristranskost. V kakšnem smislu je to pristranskost? Če je časopis, izraelski časopis, in govori o uboju vodje Hamasa, novica je predstavljena kot pozitivna glede na vir, ker je vir eden od akterjev na terenu in zato je za njih, za vir, ta novica pozitivna. Torej imaš na nek način tudi začetno pristranskost, ton, s katerim je bila novica podana. Ker če se je na primer v zadnjem času govorilo o Barovi, majhni vasi v Ukrajini, ali je padla ali ni padla, ali so jo zavzeli Rusi, če novico sporočijo Ukrajinci, je negativna. Če jo sporočijo Rusi, je pozitivna. Za njih, seveda, glede na vir, ki je novico podal, in potem je treba ugotoviti, ali je stvar resnična. Kot vidite, je tukaj veliko oznak. Zrak, dron, novice, NATO, če gre za vprašanje zavezništev ali pa ne. Potem si lahko vsak ustvari svoje filtre, kar je odlična stvar. Jaz sem Leonardo Lanzara, zanimajo me samo droni in aeronautika. Odstranim vse ostalo in pregledujem praktično vse novice. Opozoriti je treba, da ta aplikacija zbira novice od vsepovsod po svetu. Če ciprski časopis napiše, da je prispela raketa, zagotovo bo lokalni ciprski časopis to vedel prej kot preostali svet, tudi prej kot ANSA, Reuters, Bloomberg in tako dalje. Tako je pogosto tudi lokalna novica lahko bolj resnična, prav zato, ker se tam snemajo in gre takoj ven. Poleg tega še prevaja, zdaj pa vam bo Antonijo povedal še najboljšo stvar, kar mi vidimo v predogledu, vidite izvirni jezik, če pa kliknete, ga že vidite popolnoma prevedenega. In jih resnično pobere iz vseh možnih krajev. In zdaj, preden ponovno predam besedo Antoniju, ki nam bo razložil veliko stvari z tehničnega vidika in odgovoril na vaše vprašanja, vam želim povedati dve pomembni stvari. Začeli smo hraniti to umetno inteligenco z viri, ki sem jih jaz razvrstil, z mojim ročnim delom. In povem vam še nekaj, kar bo po mojem mnenju zelo razveselilo skupnost za vse ljudi, ki se jim moram zahvaliti, ki so v teh 3 letih na Telegramu vsak dan preverjali novice, jih dopolnjevali, razkrinkavali lažne informacije in podobno. Uporabili smo 3 leta našega kanala na Telegramu z vašimi prispevki za urjenje naše umetne inteligence. Videla je, kaj ste počeli vi in razumela,
to je lažno, ker obstaja ta dopolnitev, to je razkrinkanje in podobne stvari. Torej, delo, ki so ga ročno opravile 10.000 ljudi, ker je več kot 11.000 ljudi in potem so še tisti, ki pridejo in gredo iz mojega Telegrame, to delo ni bilo zaman, ni delo, ki bi šlo v nič. To delo zdaj služi za urjenje te umetne inteligence, vendar bo tega dela treba še več. Točno tako, popolnoma. Da se navežem na dve smernici, ki jih je dal Mirko. Prva je, da zbiramo informacije. Torej, najprej, aplikacije začenjamo prikazovati nocoj, ker je v končnem pregledu na Google Playu. Tako, bo na voljo že v nekaj dneh za vse, ki imajo Android, kasneje pa tudi za iOS, seveda, za uporabnike Apple. Pomembno je, kot je rekel Mirko, da zbiramo informacije iz izvornih virov. Danes tukaj v nastavitvah vidite podatek, da v realnem času trenutno spremljamo več kot 3000 virov informacij in pomembno je, da jih spremljamo z vsega sveta. To smo želeli narediti pregledno, zato smo naslove normalizirali v angleščini in pustili predogled novic v izvirnem jeziku. Poleg tega smo dodali tudi zastavico z namigom, ki vam, če želite, pomaga videti točni izvor. Prav zato, da razumete, da informacije jemljemo tam, kjer nastane. To je zelo pomembno za naš proces preverjanja informacij. Potem, kot je rekel Mirko, lahko prevedete, če greste tukaj na jezik novic, na to lahko, na primer, normalizirate v jezik, ki vas zanima. Zdaj izberemo italijanščino in aplikacija vam samodejno prikaže informacije v vašem jeziku. Vendar, ponavljam, pomembno je, da imamo tukaj resnično izvirne vire informacij. Kot je prej rekel tudi inženir, je Mirko navdušil vse že od začetka, ker je bil edini, ki je vedno v vsakem primeru navajal vire za vse, kar je omenil. To je bistvenega pomena. Ta vrsta paradigme, recimo tako, smo jo prenesli s seboj in jo popolnoma izvajamo tudi v naših naprednih IT orodjih. Tukaj imate v bistvu tok informacij. Seveda so vse informacije že predhodno kvalificirane v našem referenčnem področju, ki je geopolitično vojaško področje. Vse informacije so iz virov OSINT, seveda iz odprtih virov. Mi z zelo zapletenim sistemom bomo morda v prihodnosti lahko to še bolje razložili. Z več umetnimi inteligencami jih obdelujemo, da jih lahko predstavimo na najboljši način. Kar želimo narediti mi, kot smo rekli, je, da lahko vi na prvi pogled vidite celo vrsto kazalnikov, signalov, ki vam pomagajo razumeti situacijo. Seveda je zato v ozadju izjemno kompleksna arhitektura in cela vrsta kablov. Tukaj so neverjetne stvari, ki se dogajajo. Vprašanje je, kje se vidi zanesljivost novice? Mislim, ali je resnična, lažna, verjetna in tako dalje. Torej, obstaja celoten del, ki se nanaša na razvrščanje virov informacij, ki jih seveda uporabljamo mi in jih uporabljajo naši backend sistemi. Tukaj smo to naredili, recimo temu pregledno na ta način, v smislu, kot sem vam prej rekel, to je beta verzija. Vseeno smo jo objavili v predugledni različici, ker, kot je rekel Mirko, bi radi vašo pomoč. Želimo vključiti skupnost. Skupnost je bila zelo, zelo pomembna v začetni fazi tega projekta. Ker smo uporabili leta izkušenj skupnosti, na primer na kanalu Telegram, za učenje naših umetnih inteligenc. Ena izmed naših umetnih inteligenc, ki smo jo poimenovali Baraba OSINT, torej ime, ki smo ga dali tako, je postala zelo, zelo sposobna pri preverjanju dejstev, ker se je, kot je rekel Mirko, učila prav od vas. Torej, majhen namig, kako se imenuje naša umetna inteligenca? Mater. Od kod prihaja? Napišite v komentarje, naj kdo praktično razloži, kako se preveri novica. Naj dam primer. Bilo je veliko youtuberjev, pomežik, in različnih kanalov ter novic, ki so govorile: v Kursku ni severnih Korejcev. A Kursk?
No, naša umetna inteligenca ima uradne novice Rusov, ki se zahvaljujejo Severnim Korejcem, in ima časopise, ki pravijo, ali vire, YouTube, Telegram in tako da, ki pravijo, ni res, ni jih bilo. Samodejno gre tudi nazaj po novicah, preveri, glejte, vsakič, ko so dali te novice, so bile lažne, so se kasneje izkazale za neresnične in zato se jim zniža cena. Več neumnosti, kot govoriš, ki jih potem ovržejo, ker umetna inteligenca tudi primerja vire, v smislu, ena stran objavi novico, drugih 10 strani ovrže. Dodaj jim protiuteži, še posebej, če gre za strani, ki se prav s tem ukvarjajo. Obstajajo strani, ki se ukvarjajo samo s tem, samo z ovrženjem lažnih novic. Torej, boš imel neko novico. Naj dam primer. Il Faro di Roma, en zadnjič spletni časopis, ki piše o vili Zelenskega, ki naj bi jo kupil Goebbels, kralj Karl, pa o zmedi na Cipru. In še naprej objavlja ta članek, ki v bistvu spreminja samo isto lokacijo. Seveda, aplikacija bo našla vse demantije povezane s temi novicami, ki jih je na stotine, praktično vse lažne novice o teh slavnih vilah. In ko bo analizirala vir, bo našla vse te demantije. In potem bo rekla, novica, lažna novica, zakaj? In seveda ocena, recimo zanesljivosti tega vira postane praktično nič ali pa pridobi, če objavlja novice, ki se kasneje izkažejo za resnične. Ta metoda skupaj s številnimi drugimi dejavniki, kar niso samo ti, ampak povem vam to poenostavljeno, da boste razumeli. V resnici imamo 20 ali 30 recimo parametrov za preverjanje. Tako, politična pristranskost, časopisi levičarski ali desničarski. Ko levičarski časopis, v narekovajih, govori o Trumpu in poda morda negativno novico o Trumpu, moraš upoštevati tudi pristranskost. Torej imaš levo-desno usmerjenost v tem smislu, potem pa mi beremo tudi ton novice, morda je lahko sarkastičen, morda senzacionalističen, podobne stvari. Vsi ti podatki skupaj ti povejo, kako zanesljiv je, na primer pravda.ru, zanesljivost nizka. Ali ti low. Točno tako. Kot vidite, ima na primer pravda.ru propagandni rezultat 70/100. Zdaj smo ga zaradi tehničnih razlogov normalizirali, ni zaznane propagande, vendar že prikazujemo rezultat. Torej, to pomeni, da je naša veriga umetne inteligence že opravila zaznavo na tem viru in nam pove, da je razumno, da je rezultat 70/100. Obstaja seveda ogromno virov, tukaj smo jih razvrstili, teh 13 milijard virov. Mimogrede, kot sem prej rekel, zanimivo je, da imamo še en del, recimo temu specializirano verigo, ki nenehno odkriva nove vire. Tako da, ko boste imeli aplikacijo, če greste pogledat v nastavitve, boste opazili, da se ta števec postopoma povečuje. To pomeni, da smo našli nove vire, ki jih od tistega trenutka naprej, recimo temu, obdelujemo in jih kvalificiramo za vas. Mirko je prej rekel, da je ena pomembna stvar, na primer sentiment. Torej, v bistvu, kot vidite tukaj, je več različnih. Uporabljamo oznake, da poskušamo takoj in vizualno razvrstiti informacije, ki vam jih prikazujemo na zaslonu. Ki se nanašajo predvsem na naravo informacije, operativno področje. Se informacija, ki se nanaša na vojaško področje, opravimo posebno zaznavo, zato na primer, ko vemo, da je v tem primeru operativno področje še vedno posebej določeno, to je nekaj, na čemer trenutno intenzivno delamo. Da, jaz sem želel, da bomo v načrt vključili poddomene, zaenkrat je to zrak, dron, ampak morda bojo kasneje samo FPV droni, kvadkopteri, take stvari. Se pravi, vedno bolj se lahko spuščamo v podrobnosti. Na primer, v zadnjih 8 dneh je Ukrajina poslala 500 dronov proti Moskvi in ti želiš brati samo take novice. Šel boš v podrobnosti Ukrajina, droni, Rusija in imel boš samo novice v ukrajinščini, ruščini in ki se nanašajo samo na drone. Potem lahko izbereš ne samo področje, ampak tudi ustrezen datum. Želiš samo novice iz zadnjih 24 ur, ki govorijo samo o dronih, da zbereš vse, ki o tem govorijo. Morda je eden Indijec, eden Pakistanec, eden Avstralec. Vidite? Zgodovinski pogled.
Recimo, da si novinar in želiš raziskati vse, ki so govorili o nekem dogodku v Ukrajini ali celo o vojni v Iranu. Želiš zgodovinski pregled in želiš filtrirati točno tisto informacijo, imeti samo vire, ki govorijo o tej informaciji. To lahko narediš. To izjemno pospeši tako iskanje informacij, kot tudi kdo ti jih je dal, ker ti bomo povedali, lej, ta je zanesljiv, glej, ta ni zanesljiv. Vedno z merilom, ki bo transparentno, razloženo, znanstveno in uporabljeno za vse. Torej ne moreš reči, imaš pristranskost do tega ali onega. Seveda je v tej fazi prisoten tudi človeški nadzor, ker kadar umetna inteligenca naredi napako, ji moramo povedati, glej, napačno si razvrstil, zaradi tega ti je povedal to in naslednjič ne boš več naredil te napake. Mi jih oskrbimo, zato potrebuješ strokovnjake na različnih področjih. Pravzaprav bomo aplikacijo veliko uporabljali tudi znotraj same ekipe, recimo Parabellum, torej na splošno Capitini in drugi, ki lahko rečejo, glej, ta novica je napačna, tako v skupnosti kot pri drugih, tako za odpravljanje napak kot za preverjanje dejstev. Ni nujno, da imamo za tisto novico že debunking, ker imamo 13.800 virov. Morda je bila to 13.801. Točno tako. Točno tako. Obstaja veliko stvari, ki jih je treba povedati. Torej, ena opomba, če smem, glede mednarodnosti virov. Zanimivo vprašanje bomo odgovorili kasneje, ker nam odpira tudi recimo tako, nam daje istočnico, da predstavimo še eno stvar, ki jo bomo pokazali kasneje, to je naš grid client OSINT at Home, o katerem vam bomo povedali čez nekaj časa. Kot sem rekel, ena pomembna stvar je mednarodnost virov, ker vidite, naprimer, običajno smo vajeni upravičeno uporabljati nacionalne vire, ki nam potem predstavljajo mednarodne novice. Poleg tega se danes v globaliziranem svetu večina stvari dogaja zunaj. Tukaj v nekaj sekundah lahko narediš krog po svetu, dobesedno, in vidiš, kaj pišejo drugi. Tako o tem, kar se dogaja pri tebi doma, če je novica lokalna, kot tudi o tem, kaj pravijo o drugih. To je že pogled, ki zelo pomaga v primerjavi z standardnim načinom pridobivanja informacij, kot ga imamo danes, na primer v Italiji. Obstajata dve pomembni vprašanji. Potem bomo odgovorili na tisto OLM, ker je bolj tehnično. Imamo sistem, ki preprečuje podvajanje? Da, prav to je bistvo. Umetna inteligenca poišče, kdo je prvi govoril o tej stvari. Namesto, da bi ti dala ANSA in še 50 drugih, ki ponavljajo isto novico. Prav to je bistvo. Tako je, pravzaprav vam bomo to pokazali v prihodnosti, ker je veliko funkcij, ki smo jih trenutno onemogočili, saj mislimo, da jih bomo postopoma odklepali. Skratka, s časoma, da damo skupnosti možnost, da začne uporabljati aplikacije s tem, kar je na voljo, in potem recimo čez 20 dni odklenemo še eno funkcijo. Ampak, ko bomo na primer govorili o Intel Events, boste videli, da tukaj predstavljamo en vir informacij, vendar, kot je rekel Mirko, imamo to novico na 50 virih informacij, oziroma recimo na 20. Na to izberemo tisto, ki se nam zdi najbolj relevantna v kontekstu, ki nas zanima, in jo predstavimo v našem feedu. V ozadju pa imamo sled vseh 20 informacij in izvajamo tudi vrsto preverjanj, o katerih sem prej govoril. Dodali smo tudi nekaj zanimivih stvari, naprimer upoštevamo tudi trg stav, kar je zanimivo. Torej, ne poskušamo le razvrščati virov, jim dodeljevati točk in podobno. Dejavniki pristranskosti upoštevamo tudi stopnjo DEFCON, da damo neko idejo, kar je vseeno kul, trge stav, ker je morda tam kakšna informacija. Dajem primer. Velike stave, ki so se pojavili nekaj minut, preden si je Trump premislil, in podobne stvari. Ideja je, da postopoma postanemo agregator novic, ki ne upošteva samo novic objavljenih v časopisih, ampak tudi na družbenih omrežjih, na spletnih straneh, ki se morda ukvarjajo kot ste stavami na dogodke, kjer se lahko pojavi kakšen čuden odstotek. Vse to so dejavniki, ki jih upošteva umetna inteligenza. Te racconto
Tako dobiš, recimo, zaključek, dejavnik, ki upošteva več različnih spremenljivk, ki se vse premikajo hkrati. To je podobno kot nekateri napovedni modeli, ki jih poskušajo narediti na področju OSINT, na tistih agregatorjih, ki jih vidimo glede vojne v Iranu, kjer upoštevajo premike mornarice, letalstva, novice in tako naprej. To je seveda prvi korak, potem pa se po mojem mnenju lahko resnično pride do ustvarjanja modelov, kjer gledaš potekajoč konflikt in praktično vse povežeš skupaj. Gospodarske novice, premike mornarice, letalstva novice, družbena omrežja, posamezne videoposnetke in tako naprej, ker umetna inteligenca zmore vse to združiti. Torej, ja, ena mala stvar, ker je zapleteno. Lahko prispevate k aplikaciji, k razvoju. Če ste sposobni ljudje in mislite, da lahko pomagate, pošljite e-pošto na moj e-naslov kanala, potem bom jaz poskrbel, da jo posredujem naprej. Seveda je že nekaj ljudi, ki delajo na tej stvari. Ampak najboljše je, če lahko, glede na to, da imamo res veliko prošenj, lahko seveda pišete Mirku, kadarkoli želite. Vendar imamo na naši referenčni spletni strani curiosityintelligence.net, povezavo najdete v opisu, obrazec za tiste, želijo sodelovati. To je še boljše, ker nam potem omogoča, da naredimo prvo, recimo temu, predizbor tudi profilov, ker seveda razumete, da so stvari izjemno zapletene, zato nam to lahko pomaga. Točno tako, točno tako. V nogi spletne strani je poseben obrazec, kjer nam z izpolnitvijo pomagate razvrstiti zadevo. Potem seveda Mirko to vidi v kopiji, vidimo tudi mi in potem nadaljujemo. Veliko stvari je zapovedati. Kje bi rad, da začnemo odgovarjati na kakšno vprašanje? LLM, tista o LLM-jih. Nisem je videl. Ivan? Ja, ti bom pomagal. Vprašanje je bilo zelo na mestu, odgovor je da. Če se spomniš, ko smo govorili o Palantirju, smo ga opisali kot živčni sistem, ki pa potrebuje možgane. V tistem primeru so bili možgani model podjetja Anthropic. Se spomniš slavne zgodbe, zaradi katere je Anthropic skoraj pristal na črni listi na seznamu prepovedanih dobaviteljev Pentagona. Zakaj? Pomislite na orkester in potrebujete dirigenta. Dirigent orkestra daje natančno navodila. Daje navodila svojim agentom. Torej, LLM je vedno potreben. Lahko je lokalni, kot je na primer v primeru Olama, in postavil si vprašanje glede API-ja. API pomeni Access Protocol Interface. To je v bistvu ključ, ki ga drug program, drugo podjetje potrebuje, da lahko uporablja njihove sisteme. Torej, ko delaš OSINT, pogosto potrebuješ API-je. To so te programske ključe, ki so lahko brezplačni, na voljo brezplačno, ali pa jih moraš včasih plačati. Pogosto se zamenjuje vprašanje OSINT-a z brezplačnostjo. V smislu, da vsi pričakujejo, da bodo informacije vedno na voljo brezplačno. Včasih, če si analitik, moraš to preprosto prenesti. Plačil obstajajo zelo zapleteni orodji, ki zahtevata plačilo. Ni tako, da je zemljevid brezplačen, mi plačujemo Akogis, strežnike, upravljanje, so stroški, vse je lepo. Osebno imam stroške ne samo za vzdrževanje strežnikov, ampak tudi pri svojem raziskovalnem delu. Včlanjen sem v nekatere think tanke, ki so zasebni, v smislu, da plačaš naročnino za dostop do informacij, ki jih oni pripravijo. Tehnično gledano gre za odprte vire, vendar za plačilnim zidom. In v vsakem primeru, da vstopiš, moraš biti član drugega think tanka, ki je prav tako priznan, torej obstaja celoten krog E. Poleg tega pomaga tudi zelo filtrirati, ker na primer uporabnik je omenjal API-je in v trenutku, ko je uporaba brezplačna, je pogosto lahko tudi sabotaža. Zaradi tega pride do prevelikega števila zahtevkov do tistega, ki ti zagotavlja aplikacijo na način, da jo sabotiraš. Ne nujno zaradi naziva. Masonska, lobistična skupina think tankov, ne. Gre za to, da si izmenjujejo informacije. Dajem primer.
Tatarigami, znanje analitik, zdaj svojo skupino Blackbeard. Praktično večina resnih poročil je za plačilnim zidom. Jaz sem noter zastonj, ker si izmenjujemo informacije. In enako je s finsko skupino. Ker na koncu vsak prispeva svoj delež, nič več in nič manj. Nekako tako, kot imam z svojim sodelavcem Playfra, ki ureja zemljevide in druge stvari. Predvidevam, da ima vsak, ki se znajde v delovnem okolju, neizogibno privilegiran dostop v primerjavi z drugimi, ki opravljajo isto delo. V tem smislu nastajajo najboljše iznajdbe. Naj dam primer. Mene povabijo na varnostni forum v Varšavi, tako kot me povabijo na dogodke NATO, čeprav nisem povezan z NATO-om, nisem povabljen kot gost, povabil me uradno, v uradni vlogi. Jaz pa nikoli ne grem, ker si potem del tega kroga in prej slej se v to zapleteš. V tem smislu. In to. Torej, ni vse, kar je OSINT. Naj dam primer. Satelitske slike so OSINT. Ja, ampak jih plačaš. Nekdo jih je plačal. Ni tako, da Maxar ali drugi objavljajo satelitske slike tankov v ruskem skladišču kar tako. To je zato, ker jih je nekdo plačal in jih potem brezplačno objavil. Ampak jih je plačal. Uporabil je orodje, ki ga je plačal. Misliš, da je to OSINT, ko vidiš sliko na X, ampak nekdo je to sliko plačal. Oprostite. Mogoče sem tudi jaz našel vprašanje v prepisu klepeta, ali je LM model lokalno ali pa aplikacija kliče kakšno storitev. Mogoče je bilo to. Da. Torej, ne. V smislu, da za vse, kar vidite, uporabljamo lastne sisteme. Seveda uporabljamo tudi, recimo temu, javne modele, ampak jih uporabljamo na primer v kontekstu odjemalca OSINT at Home, o katerem vam lahko, če želite, Mirko kaj pove. Se pravi, vse to, kar vidite, obdelujejo naši, recimo temu, notranji sistemi. Torej, ne uporabljamo, ne vem, API-jev ali routerjev ali česarkoli drugega ali kakšnega drugega tipa LME. Vse, kar počnemo, je naše lastno. Odprti del obstaja, v smislu, da, na primer, morda vam bomo v prihodnosti povedali, Mirko je že omenil odjemalca, OSINT, ki smo ga poimenovali OSINT at Home. Želite en večer ali eno jutro, se več ne spomnim. Mirko moram dati zasluge za to stvar, ker vem, da mu je do tega, tako da je prišla ideja, da naredimo to stvar, ker smo imeli, kot sem omenil, problem, da za vse te stvari potrebujemo ogromno računske moči. Mi seveda lahko pridemo le do določene točke, potem pa, da bi izračunali za 100.000 virov, gospodje moji, smo naredili nekaj izračunov in bi nas to stalo 3.000 evrov na dan, če želiš najeti določene stvari. Bile so 3 zjutraj, sem rekel, prosti, ali ne moramo narediti, kot je naredil SETI. Se spomniš starega programčka SETI? Za tiste, ki ne vedo, je to bil program za iskanje zunajzemeljske inteligence. V 90-ih in do leta 2000 si prenesel odjemalca, poslali so ti podatke in si pomagal SETI-ju, ja, tistemu iz receiva, izračunati del signala. Na začetku mi Antonio reče, ne, ti se zdi kot SETI, veš, kakšen kaos je narediti takšno programsko opremo. In tukaj dam zasluge Antoniju. Naslednje jutro se je nespremenil v da. In v 2 ali 3 dneh, v katerih mislim, da je spal 4 ure, je že imel delujočega odjemalca. SETI mi je rekel, ja, bilo je lepo, ker sem na začetku res rekel, ne, to je nemogoče. Ker je Univerza v Berkeleyju takrat potrebovala ne vem koliko let. Inženir se morda spomni, časi so se spremenili, seveda hvala Bogu. Danes imamo na voljo umetno inteligenco, ki programira, in potem del, ki me je najbolj skrbel, je bila arhitektura, kot ponavadi. Ne toliko sam del programiranja. In pa dejansko se je dalo narediti. In zaenkrat je zadeva zaupna, ampak seveda vam jo bomo pokazali. Mirko ga že nekaj časa uporablja, deluje tudi zelo dobro in verjamemo, da je tudi zelo dobro izpadel. Ker je tudi predstavitev dela inferenc, kar je nekaj, kar smo si malo izmislili mi.
Ok, je tudi nekaj grafike, ki jo vidiš, povem vam, je zelo enostaven za uporabo, preneseš ga, ko ne uporabljaš računalnika. Ali če si kot jaz, imaš morda več računalnikov in želiš pomagati, pustiš enega prižganega. S istim programom, ki sem ga videl, porabi od 20 do 30% zmogljivosti, tako da ni pretežak. Zakaj je to? Zaradi profilov, recimo, da je nekdo, ki skoraj nič ne ve o računalnikih, v bistvu ga preneseš, namestiš, prenese nekaj LLM-ov, prenese modele umetne inteligence, ti ga vklopiš in ti uporablja 30% zmogljivosti tvojega računalnika. Ne opaziš, če gledaš film ali brskaš po spletu ali kaj podobnega. In kaj on naredi? Razvrščanje virov. Vi vidite prav spletno stran, ki razvršča oziroma lote, ker jih delamo v skupinah po A, skupinah po 5. In povem vam še več, ker je to zanimivo, praktično bo lestvica, kjer bodo vidne točke, ki so jih dosegli posamezni. In seveda je moja ideja, da se prvih, 5-10 uvrščenih vsi skupaj dobimo na večerji. Moje knjige boste prejeli brezplačno, ali pa se bomo morda srečali ob koncu projekta. Vsi tukaj bomo naredili prenos v živo s tistimi, ki so največ prispevali, tako da so dali na voljo svoje računalnike. Ker sem pomislil, morda so tu kakšni piflari, ki imajo v službenem okolju 5 strežnikov, ki po noči ne delajo ničesar in imajo morda možnost, da nam pomagajo. Torej, to bi bil prvi projekt aplikacije s skupnim naporom skupnosti. Vsi za en cilj, pridobiti najboljšo možno razvrstitev virov za vsakodnevno uporabo za vse. Točno tako, popolnoma drži. Odjemalec Ausent at Home bo povzetek aplikacije. Kot vidite, kot ste videli tukaj, izvajamo množično inferenco za razvrščanje virov in novic. Seveda bo vedno več računske moči. Pravzaprav smo zgradili računalniško mrežo, potem pa lahko inženir, če želi podrobneje razložiti te stvari. Vseeno pa jaz to povem na enostaven način. In To je lepo vprašanje. nam lahko pomaga pri inferenci. Kakšne so zahteve sistema, ko ga namestite? Samodejno zazna, koliko rama imate in kakšen procesor imate. Tehnični podatki in na podlagi tega, če imate 8 GB rama, uporabi X, če jih imate 10, uporabi drugo količino. Da deluje brez večje obremenitve. Točno tako. Če. Točno tako. Nadaljujem z vprašanjem, ki ga je prej postavil fant. Torej v tem smislu, da tukaj uporabljamo komercialne LLM-e, oprostite javne, ker so za razliko od naših LLM modelov, ki so seveda strogo, recimo temu interni. Kaj počne odjemalec Osintatom? Kot pravi Mirko, ko ga zaženete, je na voljo samodejna nastavitev, ki vse opravi sama. Praktično zazna vaš računalnik, vašega. Kar je seveda za nas zelo pomembno, glede na zmogljivost vaše strojne opreme. Prenese model OpenE, v tem smislu vsi odprti modeli, ki obstajajo in ki bodo še prišli, so naši zavezniki. Prenese odprti model, ki je najboljši za vašo strojno opremo, prenese ga na vaš računalnik. Kot je rekel Mirko, poskušamo optimizirati tako, da ne obremenjuje preveč vašega grafičnega procesorja, torej mirna uporaba. Mimogrede, lahko ga imate prižganega pol ure na dan, torej ni več tako kot včasih kot pri klientu SETI, ko ste ga morali imeti prižganega celo noč. Torej, za to vrstnim izdelkom ga lahko zaženete, ga imate pol ure, vas razvrsti, kot je rekel Mirko. Imamo najboljše iz 5 virov. Najboljše iz 5 virov potrebuje približno 4 minute. Torej je stvar tudi zelo ekonomična z vidika energetske izrabe. In odjemalec opravi nastavitev, samodejno ti prenese model. Mi kot ovojnico uporabljamo Olama. S podjetjem Olama smo sklenili dogovor, to je naš uradni wrapper. Olama, kot veste, je ovojnica. Tako nam pomaga pri upravljanju lokalnega modela Lama. In potem, ko ga zaženete, lahko izvajate inferenco in nam pomagate. Danes je odjemalec že pripravljen za to. Urejanje virov, že spreminjamo naš del API-ja, da nam lahko pomagate tudi pri drugih dejavnikih. Torej, vsi označevanja, ki jih vidite, razumete, da imate na ta način na eni strani našo aplikacijo, kjer vidite razvrščene informacije, na drugi strani pa lahko prispevate k njihovi razvrstitvi. Torej, ne vem, kako naj povem, ti dve zadnji vprašanji. Potem moramo nadaljevati z Ivanom. Ne. Nadaljujem.
Antivirusni programi, kako to obravnavajo, ne? Imam tudi časovne omejitve. Kako antivirusni programi obravnavajo program in drugo, kako nameravamo to monetizirati. Torej, mi smo Microsoftovi razvijalci, program bo v prvi fazi izšel kot Microsoftov odjemalec, torej za Windows 10, 11, smo uradni Microsoftovi razvijalci. Torej, antivirusni program v teoriji ne bi smel povzročati nobenih težav. Med stvarmi, na katere čakamo, je recimo temu tako dovoljenje Microsofta za pravilni digitalni podpis, prav zato, da bi se izognili težavam z lažno identifikacijo strani sistemskih antivirusnih programov. Razumno verjamem, da jih ne bo. Monetizacija. Torej, namesti tam organske modele in jih nato uredite natančno tako, kot odjemalec Grid namesti lokalne modele, javne. Ker seveda ne moremo razkriti naših zasebnih, vendar so javni povsem v redu naš sistem. API. Pošlje paket vašemu klientu in vam reče, da je v redu. Pomagate nam razvrstiti teh 20 virov, vaš klient razvrsti in nam vrne informacije, ki jih takoj vključimo v markerjevo verigo. Kot je rekel Mirko, ker smo tukaj vsi navdušeni nad temi stvarmi, uporabljamo ta imena. Ob 1, ob 2. Meter gre naprej. Glede monetizacije smo predvideli monetizacijo za aplikacijo Client Grid, v resnici nima monetizacije. Se pravi, v smislu, da bo razširjen po vsem svetu. Mimogrede, upoštevajte, da danes začenjamo predpremiero, recimo tako, za Italijo. Recimo, da je zelo odvisno od tega, kaj kdo počne z njim. Torej, če samo pogledaš kakšno novico in tako, je brezplačno, če si nekdo, ki mora raziskovati in moraš, tako rekoč. Obremenjevati strežnike s prošnjo, da razvrstijo 20.000 virov glede določene stvari, glede na to, da mi plačujemo glede na uporabo strežnikov. Seveda moramo nekaj zaslužiti, ampak recimo, da za običajno uporabo nekoga, ki samo pogleda novico in želi vedeti, je resnična ali je vir zanesljiv, to ne. Ampak bodo tudi storitve za raziskovalce z področja OSINT, za novinarje, za ljudi, ki morajo morda oceniti na tisoče virov, in to ima svojo ceno, ampak ne zato, ker bi ti mi to zaračunali, ampak zato, ker moramo tudi mi plačati zahteve, ki jih pošiljamo. Ampak recimo za uporabnika smo omogočili donacije, če kdo želi pomagati, do zdaj je denar prispeval Antonijo, jaz pa vlagam svoj čas, oglaševanje. Sem delničar v podjetju, s katerim sodelujemo med seboj, tako da smo mi že veliko vložili svojega. Lahko je popoln neuspeh, lahko pa nekaj fantastičnega, to bo pokazala prihodnost, potem pa lahko ljudje prispevajo donacije ali pomagajo z računalnikom. Za obdelavo več virov, ampak recimo, da zelo obsežne raziskave, ki zahtevajo veliko podatkov, veliko izračunov, bo ta naprednejši del neizogibno plačljiv. Odvisno pač od tega, koliko kdo potrebuje. Daj mi vse vire človeškega znanja z interneta o datumu, kaj je stvar. Daj mi samo zadnji teden, to je nekaj drugega. Če je treba dodati samo eno stvar za konec, naj bo to prejšnji odgovor. Odjemalec Ausentaton bo vseeno vedno brezplačna, razširjala se bo recimo temu na mednarodni ravni in to se seveda ne plača. Kot je rekel Mirko, za aplikacijo predvidevamo model monetizacije, vendar je zaenkrat brezplačna, predvsem zato, ker smo še v predugledni fazi. Recimo tako z italijansko skupnostjo, z skupnostjo Mirka. Pomagajte nam, verjetno so še kakšne napake, to že vemo, zato bo celotna ta faza popolnoma brezplačna. Predvideli smo, da bo za vse, ki bodo uporabljali našo aplikacijo, nam pomagali z inferenco prek odjemalca Ausentaton, aplikacija vedno brezplačna. Zelo enostavno lahko najdemo ujemanje. Torej, če si na primer prenesete aplikacijo, tudi če bodo nekatere funkcije nekoč plačljive, vas to ne bo zanimalo, če nam pomagate. Poleg tega gre za nekaj ur na mesec. Z odjemalcem Ausentaton pa bo aplikacija vseeno brezplačna. Obstaja celoten strukturiran model, veliko stvari, ki jih uvajamo, in zadnja stvar, odjemalec Ausentaton je eden prvih poskusov porazdeljenega računalništva, ki temelji na umetni inteligenci. Na tem sodelujemo tudi z različnimi organizacijami, recimo tako z različnimi univerzami po svetu in podobnimi stvarmi. Vedno je brezplačno, ker bomo tudi na tem področju izvajali recimo temu raziskovalni del, v narekovajih akademski, na tem področju.
Torej, najlepša hvala, Antonijo. Upoštevajte, da tega v Italiji nihče ne počne drugič. Morda smo prvi, razen tistih velikih, ki imajo milijarde, ki poskušamo narediti nekaj specifičnega za okolje. Avsant. In z neko mrežno zgodbo, malo kot kolektivni zergov, če se razumemo. Vsi skupaj lahko uspemo ustvariti mrežo in imeti tisto računsko moč, ki jo imajo samo veliki, da naredijo to stvar. Hvala lepa, Antonijo. Sreda vas bomo obveščali, upoštevajte, da urejamo zmedo z Microsoftovimi dovoljenji, ki niso odvisna od nas, potem bodo še druge posodobitve na odjemalcu na vaši strani in tako dalje. In še veliko drugih stvari. Ja, to je malo maščevanje piflarjev. To je dobro. Izvoli, Ivan. Gremo naprej. Medtem te vprašam. Na koncu smo imeli 20 minut, 30, ja. Prav zato malo preskočimo, gremo neposredno na datoteko številka 3. Tako se povežemo s tem, kar je Antonijo govoril. Zakaj ne bi Antoniju še enkrat izrazili podpore? Ker je opravil fantastično delo z tehničnega vidika, brezhibno. Zato ga poskušajte podpreti, zagotovo si zasluži in zagotovo boste imeli veliko zadovoljstva. Pomagajte mi ga prepričati, me naredi freemium različico, ker kot tehnik želi vedno dati vse. Kaj pomeni freemium različica? To je to, kar je rekel Mirko. Dati aplikacijo brezplačno, vendar za tiste, ki jo želijo uporabljati profesionalno ali polprofesionalno, to prinaša stroške. Zato je treba tistega, ki jo je naredil, torej Mirka, tudi nagraditi. Druga datoteka, tista v italijanščini, tista o Trumpu, od tam smo začeli. Trump, Xi Jinping, evo jo. To je primer tistega, o čemer je Antonijo govoril. V tem primeru tukaj točno tako odlično, vidiš, tudi odlično deluje. Antonijeva aplikacija ponuja agregator novic. Vedite, da resnica nikoli ni absolutna. In pravzaprav v trenutku, ko se pripravlja poročilo v tem slogu, ki ga bomo zdaj videli in ki stvari predstavlja kot 100% gotove, ga odločevalec zavrže. Ker resnica ni absolutna. V trenutku, ko se uspe predstaviti dokaz, da so bile informacije obdelane, kot vidite, sem vam mimogrede dal pobudo. Tudi jaz sem to orodje poimenoval Argos, kot te miti iz legend, ker ima oči povsod. In kaj je bilo tisto, kar ste prej spraševali? Tvoj poslušalec je v bistvu možgani, ki pomagajo celotni vrsti agentov in uporabljajo celo vrsto orodij. Med njimi so tudi nekatere slavnimi API, ki jih je prej omenil poslušalec. Nekatere so brezplačne, nekatere pa plačljive. Z Mirkom sva se izzvala med včerajšnjim večerom in danes, zato bomo to videli in videli bomo uspeh. Ker tudi vi vidite na YouTubeu, vidite mene, ko imam prenos v živo in tako naprej. V ozadju uporabljamo umetno inteligenco tudi za ustvarjanje vseh poročil ali postavljanje specifičnih vprašanj za dosego rezultatov. Dam primer, na katerem smo delali le nekaj ur pred tem prenosom v živo. Prišlo je do velikega dviga cen. Pokaži še drugo datoteko, ki sem ti jo poslal. O hrani v Ameriki. Kar je deloma posledica vprašanja goriva, krize v Ormuzu, deloma zaradi vprašanja gnojil, deloma zaradi kasinje. Kaj pa ti praviš umetni inteligenci? Povežite podatke, daj mi vse možne vire, tudi zato, ker so pogosto to ekonomski ali matematični podatki, torej se na teh področjih dobro znajde. To je na primer. Cene potrošniških izdelkov v Združenih državah Amerike, uporabljene od maja 2026, jajca, rastlinsko meso, prosili smo za prvih 20 uporabljenih izdelkov. Zato bi jaz potreboval 2 dni, celo noč, da bi poiskal vsa poročila in si ogledal te stvari. On pa to naredi v 5 minutah. Je prosil, ne naredi to, kar je govoril Mirko. To je ključno, ker veliko informacij sploh ne najdemo, ko moramo nekaj raziskati. Porabimo celo večnost. Težko je najti nekaj, česar ne poznaš, ker je da hormuška ožina proizvede 20%. Svetovnega, ampak potem ne vem, ali gre za nitrat, akvarijski kalij, razumem se na dušikov cikel. In tukaj ti on pove prav po tipologiji, točno tako.
Država, torej, tudi če ti tega ne veš, ampak veš na splošno, katero vprašanje mu moraš postaviti. Nalogo dodeli stroju. Torej, Mirko je predstavil celo vrsto podatkov. Spet se vračamo na tisto od prej. Pravzaprav pravi, da je to napačno. Delno napačno. Večinoma gre za rast stroškov in še kaj drugega. Torej, šlo je za resnične podatke, primere slanine, ki stane $20 v lonci ali kaj podobnega, vendar so se nanašali na določene kraje. Pravzaprav smo o tem govorili že prej, tudi z Antonijom in Mirkom pred začetkom prenosa v živo. V Ameriki je veliko tako imenovanih prehranskih puščav, krajev, kjer je zelo težko najti sveže izdelke, zelenjavo in podobno. Tako da je morda ta informacija, ali naprimer je bil mit o jajcih, v Združenih državah naj ne bi bilo več jajc, vendar to ni res. Ali pa naprimer glede tega, kar počnejo naložbe, ki so se jih odločili narediti v avtomobilski industriji. Še ena stvar, ki jo lahko razkrijemo, je, da je pred približno 2 tednoma Pentagon obiskal General Motors in Ford preoblikovati več tovarn za proizvodnjo streliva. Enako se dogaja v Nemčiji, kjer nameravajo ponovno uporabiti nekatere velike avtomobilske tovarne za proizvodnjo streliva, dronov in podobno. To je popolnoma res. In mimogrede, za tiste, ki so vedno proti Evropi, lahko rečemo, da je danes naprimer nemška obveščevalna služba podpisala sporazum s francoskim podjetjem za umetno inteligenco. S tem so odvzeli delo podjetju Palantir. Torej, točka 1, Nemčija se ponovno opremlja, točka 2, Evropa začne vedno manj zaupati ali vsaj ne več v enaki meri kot prej Američanom. In zato informacij podjetju Palantir nočejo več dati. Antonijo je imel naprimer kot rezultat svojih orodij in priznanih doktrin. Na ta način lahko odgovorimo poslušalcu, ki nas je prej vprašal, kako jih razvrščamo, tukaj so. Ena je kot tiste ocene, ki jih dajo agencije Moody ali agencije Standard & Poor in druge, ki jih pripisujejo državam. Kako to počnejo? Ni tako, da bi se analitik zjutraj zbudil in Italiji pripisal CCC ali kakšno drugo oceno, ampak temelji na celotnem nizu preverjenih virov v tistem trenutku. Reuters očitno ima večjo verodostojnost, medtem ko mora informacija iz časopisa, ga delijo pri vhodu v metro, to verodostojnost šele dokazati. Torej, če povzamem, vprašanje je prav to, kaj se naredi, ko se pripravlja OSINT poročilo, v tem primeru morda za obveščevalne službe ali vojaške strukture. Informacije, ki jih posredujemo, morajo biti preverljive, morajo biti verodostojne, ne sme jih biti preveč, sicer poveljnik ne bo zapravljal dneva za branje poročila. Podati je treba ključne informacije za sprejemanje odločitev. To je v bistvu tisto, kar počne Palantir. Predstavi dokument in torej lahko tudi OSINT naredi nekaj takega naredija. Viri, bi rekel, so neskončni z vidika proračuna, energije, računalniške zmogljivosti. To je prihodnost, ki jo bomo videli. Pravzaprav je to orodje, ki ga uporabljam za svoje delo vsak dan, orodje, ki je nekakšen žepni Palantir. Se pravi, deluje kot ogledalo. Namesto, da bi prevzel breme ali uporabil računsko moč Palantirja, ki je neskončna, vendar bi mi jo tudi neskončno zaračunali, to naredi na moji napravi. V bistvu to, kar vam je pripovedoval Antonijo, aplikacija ima centralizirano moč, ki jo je treba podpreti tudi z investicijami in računsko zmogljivostjo. Vendar mora vsak sam opraviti raziskave. Torej, ni tako, da prebereš eno samo novico in rečeš, to je svetopismo, to je dogma, verjamem v to. Kdor jih želi opraviti? Opraviš poglobljeno raziskavo o temah, ki te zanimajo, droni, letala, finančni podatki in še kaj drugega. In zapomnite si še nekaj, in prav to daje še večjo moč aplikaciji Antonija, saj so prevodi prvi način za izkljuvanje informacij. Samodejni prevodi niso dobri, niso sprejemljivi. Aplikacija, kot je Antonijeva ali ustrezno orodje, mora govoriti lokalni jezik, da razume informacije. V Iranu je treba govoriti. Brez farsiščine ne gre. Ne moremo uporabljati Google prevajalnika. Če se vrnemo na širše situacije. Torej napaka, evo, morda ta. Zaključimo z zadnjim stavkom.
Tipična napaka ni, da zberemo premalo in prehitro verjamemo v sliko, ki je le navidezno skladna. Na začetku pogovora v živo Jaz sem to delal ročno, ko sem videl novico, ki mi je bila všeč, sem se trudil najti novice, ki so jo potrjevale ali pa ovrgle. Tisti napor, ki ga moraš vedno vložiti. Vsi so želeli verjeti v ukrajinsko ofenzivo leta 2023. Podatki, ki sem jih zbiral jaz, so mi govorili, da ne bo uspelo, ampak to zato, ker sem jih šel iskat. Če bi poslušal, kar so govorili časopisi, bi Ukrajinci že prišli na Krim. absolutno da. Danes mi ni uspelo pravočasno, ampak vam bom pokazal ob naslednji priložnosti. Pogosto uporabljam in sem dal fotografijo, ustvarjeno z umetno inteligenco, tako da je tako jasno, da gre za umetno inteligenco, na kateri sem upodobljen jaz. Z Demisom Hasabisom, Nobelovim nagrajencem za kemijo. Vsi študentje, ljudje, ki jih učim na tečajih, jo takoj najdejo zabavno in verjamejo vanjo. Tukaj, na tej fotografiji, skrivam postopek, ki se imenuje steganografija. Torej, vanjo skrivam zlonamerno programsko opremo. Torej, ko jo klikneš, v trenutku, ko jo klikneš, seveda zlonamerna programska oprema še ne deluje. In če pogledaš metapodatke, sem ti v bistvu klomiral telefon ali računalnik. Torej, nauk zgodbe. Ne verjemite nikomur, niti meni. Naredite svoje raziskave, ko ste radovedni. Uporabite aplikacijo Antonija, ko to počnete, tudi na delovnem mestu. Naredite to vseeno, vendar začnite uporabljati tudi druga orodja. In žal ne jemljite kot samoumevno, da je vse resnično in vse brezplačno. Ker je pogosto odvisno od vrste raziskav, kaj želimo povedati o tem. Presenečenje je, da to ne bo super algoritem. In ja, na začetku smo postavili vprašanje, se spomniš? Je kdo odgovoril na MinHubu? Mirko, v redu, MinHub je tista znana zgodba, edina napaka, ki jo pripisujejo Palantirju pri letalskih napadih. V resnici pa je drugače. Med ameriškim napadom je bila dejanska tarča nekaj drugega. Zgodba je bila, da je bilo to ob šoli, vendar je šolo zadela šrapnel, ki ga je povzročila protiletalska obramba z iranskim izstrelkom. Svet, vsi mi, smo prepričani, da je bila to ameriška napaka. Tudi sami Američani tega nikoli niso popolnoma pojasnili in prišel sem do točke, ko tega nikoli več ne bodo pojasnili. Še enkrat? Včasih niti ne poskusiš. Ne poskušaš več, se ti ne splača več. Delali smo malo iste igrice, kot so jih delali v Ukrajini. Malo ista država. Ukrajinska raketa, ki je poskušala prestreči rusko raketo, ki je poskušala. Krivda je vedno na strani agresorja. Se spomniš iste zadeve v Gazi, ko so rekli, da so ubili ne vem koliko civilistov na parkirišču bolnišnice, spet enkrat ni bilo res. Ukrajinske zadeve, ki si jih pravkar omenjal, ampak veliko, res veliko. In torej ta vrsta aplikacije, ta vrsta pomoči pride prav tistim, ki želijo razumeti, ki si želijo ustvariti ne absolutno resnico, ampak svojo resnico. Morda dati tudi občutek upanja, ne bo vse nadomeščeno s stroji. Seveda, ker smo rekli, da je bil to edini primer, ko so napako pripisali Palantirju. Zelo res, vendar tisti, ki je ustvaril Palantir, ni upošteval, da vojna ni bila samo zračni napadi. In zato je človeški dejavnik vedno ključen. Taktike ali pa ista stvar, reakcija Irancev, napad na zalivske države, sploh ni bila upoštevana. Koliko tehnoloških napak naj omenim, kaj pa 7. oktober? Mi ohranjamo človeka v zanki pri določenih virih. Celoten začetni proces, ki je temeljil na mojem delu, a tudi zdaj ga bomo imeli, ko pride nov vir. Človek v zanki je potreben za popravljanje napak umetne inteligence, ki bi brez tvojega popravka šla po svoje. Absolutno da, pustiš mu ves prostor. Ampak spet mi vemo in res je tako, z vidika obveščevalnih služb, z vidika tehnologije je to najbolj napredno, celo bolj kot Združene države, vendar na primer njihove opazovalne stolpe 7. oktobra niso zaznale granat, ki so prihajale od zgoraj, ker tega nihče nikoli ni predvidel.
Zato je človek v zanki ključen. Med temi vprašanji. Pripravil sem jih, da bi bilo malo več interakcije. Evo, poslušalec je že prej postavil. Če bo umetna inteligenca še bolj napredovala, bo prinesla več transparentnosti ali več zmede. Spet bodo ljudje vedno delali kot analitiki. Kaj pa jaz počnem? Vidim, da to zmede občinstvo. Jaz sem videl že toliko lažnih posnetkov in opravil sem tudi tečaje za prepoznavanje lažnih vsebin, da imam praktično izurjeno oko. Jaz že vem, da moram gledati kožo, lase, roke, sence. Če je koža preveč popolna, umetna inteligenca pogosto zelo zgreši. Pri pripomočkih je pas, ki nima smisla, je torbica, ampak ni naramnice. Ko poznaš 1012 pomembnih dejavnikov v teh stvareh, jih tukaj zelo enostavno zaznaš. Na trenutni ravni. Potem ne vem, če bodo čez 2 leti uspeli popraviti te stvari, ampak trenutno je enostavno. Potem je še tehnična stvar. Če mi pokažeš strmoglavljen avion in mi ga predstaviš in ni zažgane trave, ali pa je napačno krilce, mi rečeš, to je uničen T-64 in ga prepoznam po gosenicah, če je po kolesih, ti lahko celo povem model. Imaš tudi tehnični dejavnik, mogoče bo potem postal zelo dober tudi pri tehničnih podrobnostih. Dam primer. Včasih to človeškemu umu uide, ker je tako zelo osredotočen na dogajanje, na to, kar se dogaja. Obstaja znan lažen video ljudi, ki so na balkonu, balkon se zruši in oni padejo dol. Zdi se mi vse resnično, dokler ne pogledaš za balkon in ograjo. Tam ni ne vrat, ne oken. Kako so prišli na balkon? Pogosto manjkajo te logične stvari, ker si tako osredotočen na balkon, ki se podira, in ljudi, ki padajo, da sploh ne pogledaš, ali ima tisti balkon zadaj vrata in okno, da bi razumel, od kod so oni prišli na tisti balkon. Vse se zgodi tako hitro, da je tvoj popolnoma osredotočen. Se premikaj in ne pogleda, ali je ostalo smiselno. In potem fragmentacija, Mirko, še en element, ki otežuje delo obveščevalnih služb. Ker slavne mozaične doktrine in vse ostalo teh stvari tehnologija ne more predvideti. Ker je tako hibridno, tako asimetrično vedenje, da ga je težko predvideti. Zato spet. Veš, kaj je simetrično? To je umetna inteligenca. Večino obrazov, ki jih vidite, je preveč popolnih. So natanko 2 polovici. To je majhna opazka od Antonija. Ne, res je. No, je vero. Se vam zdijo čudne nekatere slike, kjer veste, da so ljudje narejeni tako, je to zato, ker so popolnoma simetrični? Veš, na primer, kako lahko celo orodja za preverjanje, ali je članek napisan z umetno inteligenco, prevaraš tako, da vam ustaviš napake, ker umetna inteligenca jih ne dela. Vedno se obnaša sistematično, zelo pogosto naredi razvrstitev po točkah, ki jih Američani imenujejo bullet points. Ločila, zato če želiš prevarati stroj, moraš vnesti napake. Pogosto začne govoriti v tretji osebi. Skratka, to so vse stvari, ki jih moraš preučiti, če želiš to početi kot poklic. Mirko je omenil, da je skupnost pripravljena, zato nam povejte, kaj želite, da občasno razvijamo. Nekateri mi po prenosih pišejo na LinkedIn, naj vseeno to naredimo, naj pokličemo Mirka. Glede tečajev gre za posebno temo, nekaj ločenega od Antonijevega projekta. Nekaj, kar želimo narediti. Ivan, jaz in Ivan. In ja, tam bodo vojaki, tam bodo ljudje iz obveščevalnih služb, ampak prava obveščevalna služba. Govorimo o Mossadu, Shin Betu, kmalu se vidimo, NATO itd. Seveda je to zasebna stvar, to ni tečaj za ljudi, ki se želijo učiti OSINT za zabavo. To je za tiste, ki se s tem želijo ukvarjati poklicno. Tudi zato, ker bo njihov prihod, če pridejo nekaj stali in to dole. Ne pridejo javno, pridejo, če je skoraj kot univerzitetni tečaj. In končno je potreben tudi zasebni forum, ker lahko kakšen poslušalec postavi vprašanje, na katerega oseba v vprašanju ne odgovori. V trenutku, ko razkrijem še eno skrivnost, ki jo lahko že zdaj povemo, tisti, ki se ukvarja z obveščevalno dejavnostjo, nikoli ne laže.
V najboljšem primeru pove le delno resnico. Zakaj je temu tako? Ker je nemogoče uiti detektorjem, obstajajo tehnike, ki jih vidimo v hollywoodskih filmih, vendar te ne delujejo. Zato, ko nekdo izreče laž, je takoj ujet. Naj povem še zadnjo zabavno stvar, da imamo programsko opremo, tisto, ki prepozna. Ja, to lahko povemo, to sem že razkril, ker so nekatere stvari, ki jih Antonijo ve, razvijalci naredijo do določene mere. Potem jo moraš predati nekomu drugemu, ne zato, ker ne znaš, ampak preprosto zato, ker je tvoja naloga končana. Tako, ko uporabljaš dobro programsko opremo in dobre kamere, lahko uporabiš program kot poligraf. In kaj počne poligraf? Vidi barvo kože, to se lahko spremeni z umetno inteligenco. Programska oprema mora biti dovolj pametna, da to razume. Znoj, širjenje zenic, gibanje ust, podočnjaki, ki jih vidimo v tem trenutku, to so znaki povečanja, zmanjšanja kortizola in še česa drugega. Povežeš samo s kamero, recimo malo osvetlitve in podobne stvari, praktično smo to testirali. Je programska oprema, ki spremlja svoje parametre, koliko se premikaš, take stvari, Kako dihaš? kako dihaš in tako dalje. Pove ti, ali oseba laže. Absolutno da, zelo koristno za spletna soočenja. Absolutno da, v mnogih kontekstih se uporablja. Omenili si civilno področje, paramilitarno področje. V nekaterih državah obstaja zelo močno zanimanje za proučevanje PTSD, posttraumatske stresne motnje. V mnogih primerih se vojaki vrnejo domov in imajo očitne težave, ko jih spremlja veliko ljudi. S tem zaključujemo ta del. Torej, gospodje, rekel bi, da je bilo precej zanimivo. Ja, po mojem mnenju mora človek ostati na tekočem, ne pa uporabljati umetne inteligence. Danes je to malo tako, kot če bi bil nekdo, ki jezdi konja v času prve motorizacije. Ford čas se izteka. Če ostaneš analogen človek v svetu, ki ni digitalen, ampak tukaj je turbodigitalizem. Non vai da nessuna parte. Revije o geopolitiki, OSINT, pa tudi vojaške analize. Če nimaš digitaliziranih zemljevidov, nimaš umetne inteligence. Žal mi je, ampak to mi lahko pove umetna inteligenca. Kar zadeva analizo kitajske vojske, je umetna inteligenca izjemno boljša, če ji zastavim prava vprašanja, v primerjavi z izkušenim analitikom za Kitajsko. Tako je, nič več in nič manj. Anche Shranjevanje take količine podatkov je vse v prilagajanju, v tem, da znaš zastaviti pravo vprašanje. To je to. Je malo kot v Matrixu. ti poznaš vprašanje. Če poznaš pravo vprašanje, ki ga moraš zastaviti, potem je to orodje, ki ga lahko uporabljaš. Prav. Če pa pričakuješ, da ti bo umetna inteligenca kar tako izpljunila odgovor, resnica je, da na prvo žogo ne deluje, moraš jo znati usmeriti. To je, res je. Gospodje, jaz se res lepo zahvaljujem Ivanu, hvala lepa, veselilo me je. Antonijo, spremljajte nas. Čakamo tudi dovoljenje od Microsofta. Torej, ko se bo zgodilo, naj bi se zgodilo, lahko se zgodi jutri ali čez 10 dni. Jaz bom seveda povedal, da je aplikacija na voljo, objavil bom tudi na družbenih omrežjih in na Telegramu in vas bom obveščali. Za distribucijskega odjemalca in tudi za druge projekte, ki jih peljemo naprej. Torej, hvala vsem in lepo nedeljo. Nasvidenje, najlepša hvala.